Valentin Vodnik se je rodil v premožni kmečki družini v Zgornji Šiški na domačiji pri Kamniti Mizi. Šele pri 9 letih se je začel učiti branja, pisanja in računanja. A ničesar ni zamudil, saj je bil dober v šoli. Kot duhovnik se je učil tudi italijanščine in francoščine. Njegovo življenje se je spremenilo z ustanovitvijo ilirskih provinc na našem ozemlju. Nova francoska oblast je prinesla šolsko reformo, ki je dovoljevala pouk v jeziku dežele. Bil je učitelj in ravnatelj različnih šol. Po njegovi zamisli so učitelji začeli poučevati v slovenščini, prav tako je ta postala obvezni predmet za učence v zadnjem letniku. Vodnik je bil tudi učitelj Franceta Prešerna, poučeval je na liceju. To je šola, ki je stala pred Vodnikovim spomenikom, ki stoji danes na ljubljanski tržnici. Napisal je prvo slovnico slovenskega jezika, v celoti napisano v slovenščini, in prvi slovenski učbenik za poučevanje materinščine. Tvoril je besedje iz narečij in uporabljal preprost jezik. Pisal in urejal je prvi slovenski časopis Ljubljanske novice ter Veliko in malo pratiko, ki sta bili namenjeni zlasti kmečkemu prebivalstvu. Vodnik je bil tudi pesnik in avtor ene prvih slovenskih pesniških zbirk z naslovom Pesme za pokušino. Odkrito je podpiral francosko oblast na našem ozemlju. Znana je njegova pesem Ilirija oživljena, zato se je njegov položaj v šolstvu po vrnitvi našega ozemlja avstrijskemu cesarstvu poslabšal. Bil je predčasno pokojen. Umrl je v 61. letu starosti in je bil pokopan na pokopališču Svetega Krištofa, kjer je danes spominski park Navje. Tu najdemo tudi nagrobnike nekaterih drugih pomembnih in znanih Slovencev.